Spoštovane in spoštovani, cenjeni slavnostni govornik dr. Robert Ličen in drugi visoki gostje, županje in župani, predstavniki lokalnih skupnosti, častni občani občine Mirn-Kostanjevica, gospod Zlatko Martin Marušič, Oskar Kogoj in dr. Marko Valič. Dragi zbrani, dober dan in prisrčno pozdravljeni na eni največjih regijskih prireditev v poklon prazniku dela. Dobrodošli v Opatjem selu. Letos ponovno s soncem obsijana in zelo hvaležna voditelja, prosiva za razumevanje, čeprav se menda najbolj ne sme, a brez sončnih očal verjemite, da ne gre, zato hvala za tale odpustek. Zbrani smo na mestu, kjer se tradicija srečuje s trmo in ponosom. Letošnji praznik dela v Opatjem selu praznujemo v znamenju pesnika, misleca, vizionarja in glasnika primorskega prostora Srečka Kosovela. Velik človek, ki je živel pred več kot stoletjem, je z vizionarskim duhom in kritično mislijo napovedal čas, ki ga živimo prav v tem trenutku. Njegov rdeči atom je v razmerah, ki jim svetovni mediji pravijo kriza, tako zelo aktualen, da človeka tudi pod soncem, kot je današnje, zmrazi. Iz vseh teh kriz bo vstala nova sila, ki bo življenje preoblikovala in bo človeku zopet moč vrnila in kar bo lažnega, bo v prah steptala. In človek v svesti pravega si cilja, o zvezda duše mu bo pot kazala, razpev bo v vetru hrepenenja krila in mrtva pesem bode obmolčala. Nobenih norm, zakonov, samo delo bo kazalo človeštvu novo pot in kamor srce genija hotelo, letja za njim bo stopal zdravi rod. In v našem delu ustane nova sila, ki bo svet zrušila in ga dogradila. Kosovelove besede niso le poezija, temveč spomin in opomin. Ko se oziramo v zgodovino, vidimo pot, ki je v pretežnem delu tlakovana z borbo. Borbo za 8-urni delovnik, za dostojno plačilo, za človeka vredno življenje. V Opajskem selu nosi ta praznik še globlje sporočilo. Na Primorskem 1. maj ni bil nikoli le praznik dela. Bil je simbol upora proti fašizmu, bil je krik narodne zavednosti in dokaz, da nas nobena tuja sila ne more zlomiti, dokler držimo skupaj. Ja, in prav ta skupnost je tista, ki praznik ohranja živ.
Tradicija organiziranih prvomajskih srečanj tukaj, na tem prizorišču, traja že od leta 1972. Torej, že več kot pol stoletja se v Opatjem selu zbira na tisoče ljudi, da bi počastili delo in solidarnost. Tudi danes, ko se zdi, da se aktualne razmere v svetu negotove, ko se borimo z draginjo in ko postaja vloga delavca v dobi tehnologije ponovno na preizkušnji, ostaja bistvo isto. Delo mora ostati vrednota, delavec pa spoštovan. Brez naših rok, brez našega znanja, truda in sposobnosti reševanja nepredvidljivih situacij, ki jih umetna inteligenca ne zmore, ni in ne bo napredka. Drage obiskovalke in obiskovalci, z veseljem na oder k pozdravni besedi vabiva gostitelja te čudovite tradicionalne prireditve, ki nosi globoko sporočilo, župana občine Miren Kostanjevica, gospoda Mauricija Humarja. Lep pozdrav vsem skupaj. Še posebej pa pozdravljam današnjega slavnostnega govornika, doktorja Roberta Lična. Spoštovani, dovolite, da vam najprej čestitam ob mednarodnem prazniku dela 1. maju. Vesel sem, da se nas je tudi danes, tudi letos tukaj zbralo v Opatjem selu tako veliko število ljudi, ki vztrajamo in hodimo na ta naš praznik v Opatje selo. Zakaj je naš praznik? Zato, ker praznovanje, ki se ga na istem mestu obeležuje 50 let in več, se pravi, da ga imamo ljudje za svojega. In sedaj, če pogledamo spremembe na področju dela v 50 letih, seveda jih je veliko. Od tega, da se je spremenila država, lastništvo, zakoni. Po drugi strani veliko poklicev, ki so bili mogoče takrat aktualni, jih danes ni več. Je pa veliko novih. Ena stvar je pa ostala. Delo je vrednota. In sem prepričan, da bila, je in da bo. Vendar zato moramo ustvarjati pogoje vsi skupaj. Prvo mora biti mir. Vidimo, da tudi če ni vojne v neposredni bližini, ima učinke tudi te oddaljene vojne, tudi na naše gospodarstvo, na naše delo. Druga stvar, kar pričakujemo od države, da bo sprejemala ustrezno zakonodajo, na podlagi katere bodo lahko delali. Druga stvar pa ustrezno izobraževanje. Da se bodo kadri, ki bodo končali študij, izobraževanje, tudi zaposlili. Zato to je od države. Lokalna skupnost mora ustvarjati pogoje, predvsem prostor, ki je namenjen razvoju podjetništva oziroma drugih nosilcev zaposlovanja, da se ti lahko razvijajo in širijo, in pa tudi, da ima ustrezno stanovanjsko politiko. In tretja stvar so delodajalci. Sigurno najpomembnejši, da ustvarjajo programe, da imajo vizijo, kaj in kako naprej jutri, da ti delavci, ti zaposleni, ki delajo pri njih, so zadovoljni. Zadovoljstvo pa pomeni, da ima solidne, dobre delovne razmere in pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo. Le zadovoljni zaposleni, ki jih je le večina v državi, lahko ustvarjajo tudi z ostalimi sodržavljani pozitivno klimo, in pozitivna klima je ne samo na enem področju, ampak tudi v državi in čezmejno. Prav je, da pri praznovanjih pogledamo, kako naprej. Jaz bi se ustavil pri dveh. Eno je nova znanja, in to tako v izobraževalnem sistemu, kakor tudi funkcionalna znanja tistih, ki smo zaposleni. In drugo, prihod delavcev iz tujine. To je neizpodbitno dejstvo, teh je iz leta v leto več. Moramo jih sprejemati, seveda, moramo z njimi sobivati, vendar ohraniti našo tradicijo, naše navade
našo kulturo. In vesel bi bil, da na naslednjem praznovanju, da tudi ti, ki prihajajo v naše kraje, pridejo tudi v Opatje selo, tako da se še bolje spoznamo in lažje povežemo. Danes pa je dan za praznovanje in zato sem prepričan, da nekateri, ki se srečamo tukaj vsako leto, z nekaterimi bolj poredko, nekatere pa tudi na novo spoznamo. In da je danes tak lep praznik, seveda se moram zahvaliti. Prvo vsem nastopajočim, organizatorjem in vsem prebivalcem Opatjega sela. Kajti prav Opajci so tisti, ki so začeli s tem praznikom, po drugi strani pa ga tudi vsako leto z veseljem sprejmejo. In odnesmo danes domov veliko optimizma, veselja, radosti in energije in naj zaključim z tradicionalnim voščilom Živel 1. maj.
Še enkrat zaploskajmo čudovitim glasovom, zaradi katerih je naš praznik vsako leto tako lep. Z nami so moški in mladinski pevski zbor, oba z imenom Kras pod vodstvom Pavla Pahorja. Pavel, da te vidimo, hej. Mešani pevski zbor Komen pod vodstvom zborovodkinje Karin Luin. Ter naši, če smem tako reči, instrumentalisti zasedbe Big Band Nova pod taktirko dirigenta Blaža Pahorja. Njihov zadnji mini in maxi nas je mehko potegnil v preprostejše čase, ko ob spominu na nje zagotovo zaigra srce, a hkrati ponudil razmislek o kontrastih, v katerih danes živimo. Ja, tudi ko govorimo o prazniku dela, se pogosto znajdemo med tem minijem in maksijem. Na eni strani si želimo maksimalne učinkovitosti in napredka, na drugi strani pa seveda ne smemo pozabiti na tisto minimalno, a najbolj osnovno, pravico do počitka in predvsem na dostojanstvo in spoštovanje vsakega posameznika. Pravice delavcev v sodobnem času niso več le vprašanje 8-urnega delovnika. Danes so to pravice do duševnega zdravja, do nenehnega učenja in do okolja, kjer človek ni le številka v proizvodnem procesu ali v Excelovi tabeli. Najpomembnejša pravica danes je, da ostanemo ljudje v svetu, ki ga vse bolj obvladujejo algoritmi. Ja, in prav o tem, kako v osrčje podjetništva in dela znova postaviti človeka, bo spregovoril današnji častni govorec. Z nami je človek, ki se ne boji viharnega morja, dobesedno in preneseno. Je namreč šolan morjeplovec, ki pa svojo veščino krmarjenja že leta uporablja za vodenje podjetij skozi nevihte sodobnega trga. Njegova pot je impresivna. Kot direktor je vodil reorganizacije več naših gospodarskih velikanov, kot sta na primer Akrapovič in Steklarna Rogaška, a kljub vsem številkam in optimizacijam procesov je skozi svojo dolgoletno kariero prišel do ključnega spoznanja. Najpomembnejši del vsakega podjetja smo ljudje. In to spoznanje je podkrepil tudi znanstvenim delom, ko je v svoji doktorski dizertaciji raziskal, kaj v resnici motivira ljudi na odgovornih položajih. Za svoje delo je prejel najprestižnejša priznanja, med njimi naslova Mladi menedžer leta in Menedžerski izziv leta. Danes je ustanovitelj podjetniškega centra Pegasus, predavatelj in mentor, ki že več kot 15 let uči voditelje, da pravi uspeh pride le takrat, ko opolnomočimo ekipo. Z velikim spoštovanjem na oder vabiva strokovnjaka za menedžment sprememb in človečnost v poslu, častnega gosta današnjega praznovanja, dr. Roberta Lična. Lep pozdrav. Tak sončen dan je, tako lepo je, da sem prav vesel, da sem tukaj med vami. Najprej bi pozdravil vse delojemalce, delodajalce, pozdravil bi vse upokojence, penzionerje, študente, dijake, organizatorje, bivše župane, sedanje župane, skratke vse vas, ki ste se danes tukaj zbrali za to, da skupaj počastimo 1. maj, praznik dela. Ko so me poklicali, pa me vprašali, če bi hotel priti, sem rekel, čakajte, vi ste se zmotili, 7 Robertov Lična je v Sloveniji, sigurno ste kakšnega drugega mislili. So rekli, ne, vas smo mislili. Sem rekel, v redu, glede na to, da se skušam celo življenje delati v skladu z vrednotam, mogoče pa manjke zapovedati, pa bom prišel in zato sem tukaj. Rad bi spomnil, da prav danes poteka 140 let, odkar so v Chicagu se uprli ljudje,
proti izkoriščanju, uprli so se proti človeku nevrednega delovnega okolja, delali so 16 ur na dan, delali so 6 dni na teden in dejansko niso imeli zdravstva, niso imeli šolstva, niso imeli nič, bili so kot živi roboti. In če se takrat ne bi uprli 140 let nazaj, verjetno bi danes mi živeli drugače. Danes mi živimo povsem drugače. Imamo 8-urni delovnik, imamo urejeno šolstvo, urejeno zdravstvo, delamo, želimo delati, želimo si ustvarjati, imamo pač druge težave, strah pred prihodnostjo in strah sedanjostjo. Osnova vsega tega pa je to, da delo samo kot tako pomeni osnovna temeljna vrednota Slovencev. Od nekdaj, pa ne samo Slovencev, od nekdaj smo vsi po svetu z delom oblikovali okolje. Če je že od nekdaj smo skupaj mogli, ne vem, polja orati, skupaj trto pobirati, skupaj hiše graditi, zmeraj bo skupaj, nikoli vsak sam. In danes, ko govorimo o vrednotah, so vrednote tipične slovenske vrednote, delo, solidarnost, potem odgovornost, potem lahko rečemo neki dostojanstvo. Edino delo kot vrednota ima svoj praznik. Edino delo od vseh vrednot ima delo svoj praznik in ne zaradi tega, ker bi se nekdo to zmislil, ampak zaradi tega, ker si delo kot vrednota zasluži svoj praznik. Mi delamo ne samo v službah, delamo tudi doma in svojim delom ne preživljamo le sebe, svoje družine, ampak drugemu, sosedu, prijateljem, okolici in popolnim neznancem lepšamo življenja. Nekdo, ki je gradil cesto, nekdo, ki je asfaltiral cesto, nekdo, ki je medtem kot kmet dela na polju, on poskrbi za moko, poskrbi za kruh, nekdo drug njegove otroke merka, nekdo tretji njegove otroke šola, nekdo četrti se šola za zdravnika, v bistvu poskrbi za zdravje njegovo. Drugmu lepšamo življenje, drugmu stojimo ob strani in drugmu smo solidarni. Od požarov na Krasu je solidarnost zmagala, od poplav višje gor v Sloveniji zmerno zmaga solidarnost. In solidarnost je tista stvar, ki nas povezuje tudi v delu. Bil sem, ne vem kaj v življenju še nisem delal sem za tekočim trakom, bil sem redno zaposlen vratar, bil sem na ladji, bil sem v pisarni, bil sem v skladišču, bil sem direktor, bil sem vodja. Veste, nikjer nisem videl, da bi v nekem poklicu bili samo pošteni ljudje. Ljudi ne delim po poklicu, niti ne po barvi las, niti ne delim po temu, a si delodajalec, a si delodajalec ali delojemalec. Jaz sem bil oboje. Danes je vsak lahko delodajalec, odpreš SP, se zaposliš sam sebi in si delodajalec. Kaj pa je bistvo? Bistvo je pa to, da mi svojim delom oblikujemo našo sedanjost in našo prihodnost. In ne oblikujemo jo vsak zase, ne oblikujemo jo z delitvijo, ampak oblikujemo jo s sodelovanjem. Skupaj sodelujemo, skupaj ustvarjamo sedanjost, skupaj ustvarjamo prihodnost, ne glede na poklic in ne glede na barvo las. Jaz bi si želel današnji dan, ne samo, da se imamo fajn. Želel bi tudi to, da v 1. maju, prazniku dela, da v delu nasplošno ne govorimo samo 1. maja, ne govorimo samo 2. maja, da se delu posvečamo z besedo, z aktivnostjo, z sodelovanjem tudi vse ostale dni v letu in to celo leto. Hvala lepa, pa lepo praznovanje 1. maja še naprej. Skozi dan je odšel in pobral je stvari, ter
Soncem letel je, da zadnji zahod ulovi, je bežal ali mogoče iskal, je bolj ljubil življenje. Skozi modro nebo potujemo, veter nosi nas vse okrog zemlje. Glasbe zven skozi čas, spreminja nas in besede izgubijo svoj obraz. Skozi noč, ki prižiga luči, gremo ven v nov svet, kjer se vse dovoli, tudi sanje in smeh. Svoboda ni greh, smo kričali v en glas, da zbudimo planet. Skozi modro nebo potujemo, veter nosi nas vse okrog zemlje. Glasbe zven skozi čas, spreminja nas in besede izgubijo svoj obraz. Takrat, ko se zdani in svet se obrne, zamenja noč za dan. Zamenja noč za dan. Skozi jutro neprespan, iskal je zavetje, si v mislih lagal, da sončnim vzhodom se prerodi, da ona ga ljubi in z njim poleti. Skozi modro nebo, skozi modro nebo potujemo, veter nosi nas vse okrog zemlje. Glasbe zven skozi čas, spreminja nas in besede izgubijo svoj obraz. Skozi modro nebo potujemo, veter nosi nas vse okrog zemlje. Glasbe zven skozi čas, spreminja nas in besede izgubijo svoj obraz. Skozi modro nebo, skozi modro nebo, skozi modro nebo, skozi modro nebo, skozi modro nebo. Dober dan. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In
Če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prelahko, da je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. No, najlepša hvala, dr. Robert Ličen, da ste prišli k nam med iskrene ljudi pod to modro nebo in z nami delili vaše spodbudne besede. Res je, v osrčju vsakega napredka, pa tudi praznovanja, mora vedno ostati človek. S svojo energijo, znanjem, čutom za jezik in kulturo, ter ne nazadnje s svojo pesmijo. In prav pesem nas bo spremljala tudi v nadaljevanju. Pravzaprav je pred nami pravi spektakel, ki bo na in pred odrom prepletel generacije in različne glasbene svetove. Z nami ostajajo Big Band Nova pod vodstvom Blaža Pahorja ter dva izjemna solista, ki nas danes razvajata z vsem, kar poganja sodobno družbo. Ja, če bi glasbo primerjali z energijo, ki premika svet, potem je Lea Sirk iskra, ki svojo karizmo in ritmom prižge luč v prostoru. Prinaša dinamiko in svežino današnjega časa, ki danes sijeta tukaj pod opajskim soncem. Njeno nasprotje in hkrati popolno ravnotežje pa je Jure Počkaj. Z glasom in stasom predstavlja globoko, stabilno moč, ki jo najdemo v koreninah. Svojo operno širino in baritonom nas opominja na brezčasno tradicijo, ki je kažipot za prihodnje rodove. Moč skupnosti pa s svojimi glasovi predstavljajo vsi, ki so srce naših krajev. Moški pevski zbor Kras, mladinski pevski zbor Kras in mešani pevski zbor Kominum Komen. Skupaj nas bodo popeljali v svet slovenskih legendarnih zimzelenih skladb. Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da imajo mnogi izmed današnjih nastopajočih za sabo izkušnje na svetovnih odrih. Od Los Angelesa do velikih evropskih prestolnic. Tuji menedžeri in agenti so jim ponujali kariero onkraj meja, svetovno slavo in blišč tujine. Pa vendar se niso nikoli izneverili svojemu domu. Ostali so zvesti tej zemlji, slovenskemu jeziku in skupnosti, ker vedo, kaj je pravi vir sreče in biti. Ali kot pravi skladba v nadaljevanju programa: Saj tam, kjer sem doma, z vinom pride pesem do srca, reka pa odplavlja vse skrbi in žalost. Tam, kjer sem doma. Dragi obiskovalci, uživajte v prazniku dela in glasbe.
Nikdar več saj ne more biti res. Nikdar več saj ne more biti res. Krila so se mi stopila od strahu. Nikoli več ne poletim na njih in nikdar ne izvem, da so samo papir. Zmaji, ki že toliko let visijo nad menoj. Saj že mama govorila je, da z višine se ne vidi vse in nikdar ne izveš, da so samo papir. Smehljaj, ki že toliko let smejijo se z menoj. Od višine se zvrti, skrime v svojo dlan, svojo meko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrime v svojo dlan. Lahko mi vrneš karto še nocoj, hočem le, da me vidijo s teboj. Krila so se mi stopila od strahu. Nikoli več ne poletim na njih in nikdar ne izvem, da so samo papir. Zmaji, ki že toliko let visijo nad menoj. Od višine se zvrti, skrime v svojo dlan, svojo meko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrime v svojo dlan. Lahko mi vrneš karto še nocoj, hočem le, da me vidijo s teboj. Od višine se zvrti, skrime v svojo meko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrime v svojo dlan. Lahko mi vrneš karto še nocoj, hočem le, da me vidijo s teboj. Da me vidijo s teboj.
konca. Povej mi, prijatelj, ki me res dobro pozna, ne ve, da res lep life vsak od nas prizna. Zase pač vem, da me malo kdo zares ima. Zanima me ta čas in tista energija v nas. Zanima me ta kraj, ki ga imamo zaraj. Kdo ima res rad in doživi, si upaš v obraz povedati vse, kar te mori. Ker vsak profil je poln fejka in preveč laži. Kdo ima pojem misli kot tebi, kdor ga več ni. Nastavljeni na groove, ki ti dušo omami, da ostane nam le groove, vibe, feeling noči. Dan, noč, vse, kar je vmes, ne bo zabava, solze, strah, vse eno smeh. Ker zanima me ta čas in tista energija v nas. Zanima me ta kraj, kamor pelje nas ta čuden life. Sploh znamo še živeti, tako kot nam ponuja svet. Brez filtrov na tem in čisto vse. Kdo ima res rad in doživi, si upaš v obraz povedati vse, kar te mori. Ker vsak profil je poln fejka in preveč laži. Kdo ima polnil z ljubezni, ki v družbi ni. Da slišimo band. Okay, stop. Hej! Da se naučimo skupaj, prav? En, dva, tri, dva, tri, dva, tri. Ej! Doma res rad in doživi, si upaš v obraz povedati vse, kar te mori. Ker vsak profil je poln fejka in brez laži. Kdo ima polnil z ljubezni, ki v družbi ni. Desna stran. Jaz sem polnil z ljubezni, ki v družbi ni. Hvala lepa. Drugo leto malo bližje, ne? Ne za drugega, zaradi mojih petk. Ni pisalo, da pridem v superga. Ok, naslednja pesem pa skupaj z vsemi nami. Pod tako lepim soncem je lahko samo svobodno sonce. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca, a
ste junakov, zamudile so pokoj. Mati zaman je položila cvetje v to. Žaluje še zemlja, oplita s krvjo. Svinčeno je morje, železno je nebo, svobodno sonce, naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, to pogrmenje naj preglasi. Mrtvi zvonovi so bili brez zaklonišč. Zadnja svetloba porazuma in beden blišč. A človek ne more verjeti v temo. Odprimo vsa okna in ozrimo se v nebo. Svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, to pogrmenje naj preglasi. Katedrale, mostovi, domovi, bolnišnice, letališča, plesišča in magistrale. Stvari izgubljajo imena, vse bolj kot hiše so brez vrat. Naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, to pogrmenje naj preglasi. A zdaj si prišel. Pa ti je selo, dajmo zaploskati še enkrat vsem nastopajočim. Če pa to ni bil spektakel. Bravo. Bravo, bravo, še enkrat bravo. Spoštovane in spoštovani, in tako smo skupaj
simbolično in hkrati čisto zares pod svobodnim soncem prišli do zaključka uradnega dela prireditve, praznovanja praznika dela v Opatjem selu. Ja, to pa niti približno ne pomeni, da se s tem zaključuje naše druženje. To bo ob pestrem programu namreč trajalo še dolgo večer in za tiste najbolj pridne in poskočne tudi pozno v noč. A preden se poslovimo s tisto našo mogočno, ki jo vsi že nestrpno pričakujemo, zaploskajmo pokroviteljem, ki spoštujejo praznik dela in smo tudi zaradi njih lahko danes tukaj. Komunali Nova Gorica, Marušič, Opatje selo, Alpacem, Cement, A-Media, Radio Robin ter pokrovitelji Srečelova, ki jih vidimo na zaslonu. posebna zahvala tudi Društvu žensk Žbrince za dobrodošlico, predsednici Jasmini Mihel Marušič in mladini iz krajevne skupnosti Opatje selo. No, Mladina je poleg za naše dobro počutje poskrbela tudi za srečelov, tako da vabljeni k nakupu srečk. Vse so dobitne, največja nagrada pa je kar 8 kg težk pršut s Peloza in ta menda še čaka na dobitnika. Hkrati boste s tem seveda podprli tudi njihov prispevek k razvoju kraja in skupnosti. Poiščite fante in punce, ki imajo na glavi klobučke. Ob šankih za hrano skrbita nogometni klub Adria in motošport klub Akt. Stojnice vabijo vse sorte domačih dobrot in izdelkov, sledi v nadaljevanju pa tudi veliko smeha. Takoj po zaključku najprej naš zvesti DJ Janko, ob 19. pa bo naša ušesa, srca in verjamem tudi dlani razgrel stand-up komik Žan Papič. Takoj zatem pa zabava in vaša plesna predstava s skupino The Muff. Ja, do konca meseca maja vabljeni tudi v gostilne Bric v Mirnu, Makorič v Orehovljah in na domačijo Mirka Godniča v Novi vasi, kjer vas čakajo slastni, 4-hodni meni mesnih in ribjih jedi, špargli, seveda po enotni ceni 35 €. Wow, imamo že rezervacije. Med 22. in 24. majem se bo prav na tem prizorišču odvil drugi primorski kmetijski sejem s ponudbo sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije, opreme, krme, gnojil ter obrtniki iz domačih in drugih logov, stojnice in gostinska ponudba. Ja, in 24. maja pa seveda ne zamudite tradicionalnega praznika šparglju v Orjehovljah, ki se bo letos začel s kulinarično obarvanim vodenim kolesarskim potepanjem Krasni špargli in sicer v 2 dolžinah, krajšim za družine z otroci in daljšim za bolj zahtevne ljubitelje tega zdravega športa. Obvezne so tudi prijave preko QR kode in na letakih, ki ste jih dobili na mizah. Tako da ne zamudite, 24. maj. Tako, to je bilo z najne strani za danes vse. Z vami sva bila Dominik Rusjan In Arjana Durnik. Prijetno praznovanje še naprej in živel 1. maj. in seveda še trenutek, na katerega čakamo, najlepša in naša primorska himna v družbi Big Band Nova. Vabljeni, da kot vedno srčno in glasno zapojete z nami. Hvala lepa in Srečno! srečno!